Predvsem pa nam je Slomšek svojo gorečnostjo in svojim neutrudnim delom vzor bojevnika za vero in cerkev. V tem smislu nas skupaj z Janezom Pavlom II. In Benediktom XVI. Poziva k zavzetemu delu za novo evangelizacijo slovenskega naroda. Prav to je ena od poglavitih nalog cerkve na Slovenskem v tem zgodovinskem trenutku. Ko papež Benedikt XVI. Ugotavlja, da je zahodna družba usodno sekularizirana, da Bog izginja iz zavesti evropskega človeka, da Kristusov lik kot človekov vzor bledi v njegovem spominu, da vrednote, ki jih je oblikovala cerkev, izgubljajo splošno veljavnost v evropskem prostoru, vse to lahko brez omahovanja obrnemo na slovensko družbo. Da je evropska družba zmedena in sama v sebi zbegana, da se človeku majo temelji njegove istovetnosti in osnovna načela njegovega etičnega vedenja, skratka, da smo v polnem intelektualnem in etičnem relativizmu, kar ima kot posledice prezir človekovega dostojanstva, nespoštovanja življenja in krizo družine, vse to so tudi problemi slovenskega naroda. Kot odgovor na ta pereča vprašanja je papež Benedikt XVI. Pred nedavnim ustanovil svet za novo evangelizacijo. Samo nova evangelizacija, pravi papež, lahko zagotovi rast čiste in globoke vere. Povsod je potrebno obnoviti krščansko tkivo človeške družbe. Toda pogoj za to je obnova krščanskega tkiva v samih krščanskih skupnostih. Najprej torej notranja prenova cerkve. Zato imamo kvalitetne in žal nekoliko pozabljene smernice plenarnega zbora cerkve na Slovenskem. Potem pa svežim evangelskim zagonom na delo k brezbrižnim, oddaljenim, nevernim. Cerkev se je v preteklosti nemalokrat znašla pred kriznimi situacijami. Njene izkušnje in rešitve, ki jih je znala najti, so nam lahko koristne pri izbiranju primernih sredstev v sedanjem položaju. V času protestantske reformacije je posvetila veliko pozornosti vzgoji vodilnih kadrov v svojih zavodih in univerzah, z ljudskimi misijoni je pospeševala versko življenje med preprostim ljudstvom. Pri tej prenovitveni akciji je lahko računala na podporo evropskih dvorov v Münchnu, na Dunaju, v Madridu in Parizu. Tam, kjer ni bilo državne podpore, je bila katoliška prenova manj uspešna. Tega dejstva ne gre podcenjevati. Vemo, kakšen vpliv ima danes v demokratičnih deželah parlament kot zakonodajno delo. Žal, v naših političnih krogih prevladuje moralni relativizem, ki ni samo nevtralen, ampak pogosto naravnost nasproten krščanstvu. To stanje jasno narekuje potrebo po novem političnem rodu, po katoliškem laikatu, ki bo sposoben braniti vrednote krščanske civilizacije v politični areni, se soočati s pozicijami nevernih na področju kulture, biti navzoč v svetu medijev in vplivem v šolstvu. Evropska unija se ne bi znašla pred zavoro, ki je preprečila priznanje krščanskih korenin njene kulture, ko bi imela ljudi z moralnim in političnim ugledom, kot so bili njeni ustanovitelji Adenauer, Schumann, De Gasperi. Benedikt XVI. Je v okrožnici Ljubezen v resnici poudaril, da mora Bog zopet najti mesto v javnosti in omenil kulturno, socialno, gospodarsko in še posebej politično področje. Zato je treba vzgojiti generacijo mladih kristjanov, sposobnih dialogirati z miselnimi tokovi in ideologijami, ki so vse bolj oddaljene od krščanstva in odločilno vplivati na dogajanje v družbi. Najpomembnejša je torej notranja prenova cerkve, resna, vztrajna, zavzeta, globoka.
a tudi pomen družbenega vpliva kristjanov ne smemo prezreti. Eno in drugo je pogoj za uspeh nove evangelizacije. Ne nam pri tem svojim zgledom in svojo priprošnjo stoji ob strani blaženi Anton Martin Slomšek.